kaj pa Wagnerca jemlje, da je tako skulirana. Za sabo imam več operativnih posegov zaradi raka dojke. Težko bi opisala vrtinec čustev. Sem se pa srečala zelo osebno s hipnozo leta 2021, ko sem nujno potrebovala umiritev za sebe. Nikakor nisem želela jemati nobenih zdravil. In sem se zelo hitro naučila samohipnoze, nevrolingvističnega programiranja, coachinga. Kako lahko zdravnik reče pacientu, toliko časa še imaš? Takšne napovedi pacientu ne bi smeli dati nikoli. Treba bi bilo ozavestiti, kaj govorimo. To velja za vse. Tebe ni strah smrti. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Jožica Wagner Kovačec, ki je zdravnica v UKC Maribor, žena, mama, tudi babica, 3-krat in oseba, ki je prehodila zelo intenzivno življenjsko pot. Jožica, dobrodošla. Pozdravljen in hvala za povabilo. Kako si se ti odločila, da boš postala zdravnica? V osnovni šoli sem najprej razmišljala o študiju angleščine in matematike. In ker ta kombinacija takrat ni bila mogoča, je prišla v poštev druga opcija, pomoč ljudem. In ker takrat nisem našla nobene druge izbire, se mi je zdela medicina zelo dobra izbira. In ker je to bilo v času, ko se je začelo usmerjeno izobraževanje, je bilo priporočilo, da gremo na zdravstveno šolo. In še vedno sem zelo vesela, da sem opravila srednjo zdravstveno šolo. Takrat je bil to gimnazijski program s strokovnimi predmeti in zelo vesela sem, da sem imela takšno bazo nastavljeno. Specializacija, ki te je potem povlekla, je bila kaj? Vedno me je vlekla urgenca, nekaj, kjer se je dogajalo, akcija, in anesteziologija se mi je zdela zelo dobra izbira in to bi še danes enkrat izbrala. Sem zelo vesela, da sem naredila takšno izbiro in zelo rada počnem še vedno po 30 letih to, kar počnem v službi. Torej, kaj je tvoja glavna naloga? Pripravljam kirurške paciente na operativni poseg, kar pomeni, da optimalno, kar je le mogoče, jih pripravimo, jih uspavamo oziroma uvedemo v anestezijo, skrbimo za njihove življenjske funkcije ves čas operativnega posega in poskrbimo tudi, da jih po operaciji ne boli oziroma čim manj boli in da jim ni slabo. Spremljamo njihove življenjske funkcije in jih vzdržujemo v najbolj možni bližini njihovih fizioloških mejah. Torej, ti si v bistvu s pacientom pred operacijo, med operacijo in po operaciji. Tudi po operaciji skrbimo za njih. Ja. Drugi del naše specializacije je pa intenzivna terapija, zdravljenje najhuje poškodovanih in najtežjih kirurških pacientov. Ko opazuješ te ljudi, so dostikrat v strahu ali pa imajo neke take bolečine, kako jih nagovoriš? Tudi če gre za manjše operativne posege, je veliko večino pacientov strah. V zadnjih letih mislim, da zelo uspešno uporabljam tudi hipnotične besede, hipnotični jezik. Prej sem se pa trudila čim bolj spoštljivo se z njimi pogovarjati in jih slišati, karkoli so pač želeli povedati, in jih gledati kot ljudi.
ne samo kot paciente. Ker vsak človek ima svojo zgodbo, kadarkoli že pač pride do zdravnika, do bolnice. In te zgodbe življenjske, ki so odzadaj, tudi oblikujejo njihovo doživljanje trenutne situacije. Se te kdaj dotaknejo te njihove zgodbe? Ker marsikdo lahko se boji, da ne bo preživel, da je blizu smrti in Ja, velikokrat se me tudi osebno dotaknejo. Tudi zaradi mojih osebnih izkušenj. In ravno zaradi osebnih življenjskih izkušenj lahko tudi bolj razumem, zakaj jih je strah in na kakšen način doživljajo bolezen. daj nam pa več o teh izkušnjah tvojih. Za sabo imam več operativnih posegov. Potrebovala sem tudi operativne posege zaradi raka dojke. In prav posebej lahko tem ženskam prisluhnem in jim tudi zaradi lastne osebne izkušnje preživelega raka nudim podporo. Sem tam kot človek, ne samo kot zdravnica. In poveš to tvojo izkušnjo? Ja, velikokrat. Če začutim, da želijo, da potrebujejo to informacijo in predvsem takrat, ko začutim, da jih lahko podprem kot ženska, takrat jim še hitreje povem to svojo izkušnjo. Kaj jim rečeš? Ženske v situaciji, ko imajo postavljeno diagnozo raka, velikokrat doživljajo, da niso slišane in niso razumljene. In ko jim rečem, razumem, velikokrat vidim v njihovih očeh presenečenje. In misel velikokrat tudi izrečejo, kako bi me vi lahko razumeli. In moj odgovor seveda je, ja, lahko razumem, ker sem šla skozi podobno življenjsko situacijo. In potem velikokrat vidim presenečen pogled in nekakšno olajšanje v njihovem pogledu in potem pogovor dosti lažje steče. Zanima jih včasih tudi moja zgodba. Brez zadržka jim to tudi povem. In čisto drugače lahko pogovor steče zaradi tega, ker ja, vejo, da jih v resnici lahko razumem. Koliko časa si vzameš, da to vse razložiš, poveš? Nekatere potrebujejo minuto, dve dodatnega časa, katere pa tudi 10 minut. Ampak ta čas je zelo dobra naložba. Za njih, pa tudi za mene. Mislim, zdaj imaš solze v očeh, to te se dotakne tako, ko govoriš o temu? Ja, še vedno. Kaj se te dotakne? Dotaknejo se me zgodbe teh žensk in pa tudi moj spomin, ker je bil to precej težek čas za mene in za mojo družino. Težko je včasih videti svojo pot naprej v takšni situaciji. In včasih je težko nositi strah ne samo svoj, ampak tudi svojih domačih. Ti si strah ne samo svoj, tudi domačih nosila. Ja. Ko vidiš, da jih je strah s tabo vred, se enostavno ne moreš izogniti, da se te to ne bi dotaknilo in da ne bi vsaj delčka tega strahu tudi na sebe vzela. Si se trudila biti pogumna, da si jim rekla, se bo v redu vse? Kako si takrat to doživljala?
Težko bi opisala vrtinec čustev, ki se je takrat dogajal, predvsem čisto na začetku, ko sem imela postavljeno diagnozo raka, ker sem imela 2 majhna otroka. Do tistega prelomnega trenutka, ko sem nekako prišla do spoznanja, da če mi je namenjeno, v tem življenju, da bom preživela in pomagala še komu, potem lahko grem naprej. Brez težav. In ta trenutek je bil osvobajajoč. Ker sem lažje stopila naprej. In sem vedela, da ne glede na to, kar bom dala skozi, ima svoj namen in smisel. Kaj je bil potem ta namen ali pa smisel? Namen in smisel mojega preživetja, da pomagam ne samo sebi, ampak tudi drugim. Torej pomoč iz srca. V čem misliš, da si zdaj kot zdravnica boljša po tej izkušnji? Zdaj lahko rečem, da v resnici razumem paciente, ko so v stiski, in da jim lahko pomagam ne samo strokovno, ampak da sem tam za njih tudi kot človek. Da jim s to svojo izkušnjo lahko pravzaprav nudim drugačno podporo in pomoč. Sem tega prej po končani medicinski fakulteti, specializaciji, tudi z nekim mentoriranjem ne bi mogla na enak način narediti, kot lahko narediš danes. Nisem znala na tak način, tako globoko človeško, jih podpreti, kot jih znam zdaj. Imela sem strokovna znanja. Nisem pa imela človeške izkušnje na tak način, kot jo imam zdaj. Popolnoma drugače je, ko sam izkusiš v življenju nekaj, v primerjavi s tem, če imaš samo teoretično znanje. Kako si takrat ti našla moč? Najprej za sebe in potem za domače? Ko se z zaupanjem prepustiš življenju, karkoli že pač pod življenje razumemo, je ta občutek zaupanja, ki ga imaš globoko v sebi, popolnoma drugačen. Skozi življenje grem čisto drugače, kot sem šla prej. Zdaj bi temu rekla, grem s tokom življenja in v toku življenja. Prej sem se pa velikokrat borila proti toku in sem želela nekako po svoje narediti določene stvari. Življenje je drugačno. Če greš, če plavaš, ne kontra toku, ampak uporabiš vse priložnosti, ki ti jih življenje prinese. V dobro sebe in vseh okrog sebe. Nekakšen višji namen se lahko vidi tukaj odzadaj. Daj nek primer, ko si ga imela prej, ko si šla proti toku, in primer, ko je danes, ko greš s tokom.
Če pogledam nazaj na svoja mlajša zrela leta, bi lahko rekla, da sem veliko priložnosti, ki so prišle v življenju mimo, zamudila. Za razliko od tega, kar zdaj počnem, ko se priložnosti pojavijo, jih v veliki večini izkoristim. Ker je en skriti namen odzadaj sigurno, če mi življenje pripelje priložnost, ki ga morda tisti trenutek še ne poznam, ampak se pokaže kasneje in sem zelo vesela, da sem to priložnost izkoristila. Karkoli že pač je. Ali je to hipnoza, ali je to pridobivanje kakšnih drugih novih znanj, ali spoznavanje novih ljudi. Ker življenje ti, ko si odprt, pošilja ljudi in priložnosti, ki jih prej včasih morda niti ne bi zaznala, zdaj pa jih. Torej, lahko rečeva, ena strategija odličnosti tvoja je ta, da si zdaj odprta za priložnosti, ki prihajajo, in da se jim upaš reči da, tudi če morda v tistem trenutku še točno ne veš, kam te peljejo, ali pa ne veš namena, in ugotavljaš, da je namen dober, da ti koristi. Ja, zelo lepo si to beseda. Ja. Točno tako. Deva spregovoriti, ko si reka hipnoza. Kako je tebe hipnoza srečala in kaj ti je podarila? Moj prvi spomin na hipnozo je pravzaprav iz osnovne šole, ko me je oče peljal na predstavo odrske hipnoze. In takrat je odrski hipnotizer iskal prostovoljce in jaz sem tako očeta vprašala, a misliš, da bi mene lahko hipnotiziral? In moj oče me je tako pogledal v oči in rekel, samo če boš dovolila, da te hipnotizira. In potem sem rekla, a pa jaz ne bom šla gor, ker si ne bom dovolila tega. Danes ne. Potem sem pa nekje na začetku srednje šole ugotovila, da je moj oče včasih se ukvarjal s hipnozo, zato ker je imel ene stare nemške knjige doma, ki sem jih slučajno našla. Ampak ker se on odločil, da se s tem več ne bo ukvarjal, mi ni želel nič več povedati. Danes razumem, zakaj tega ni želel početi. Potem sem se pa srečala zelo osebno s hipnozo leta 2021, ko sem zaradi svoje osebne težke situacije nujno potrebovala pomoč in sem se spomnila na samo hipnozo. Seveda je takrat prišel mimo oglas, tvoj oglas za hipnozo, in sem se jaz odločila, da grem na samo hipnozo in da preskusim. Pravzaprav naučenje hipnoze z namenom, da se naučim samo hipnoze, ker sem nujno potrebovala umiritev za sebe. To je bil čas, ki je bil zelo intenziven v službi. Bila sem na izpostavljenem delovnem mestu, bil je čas covida, bili smo v prvi bojni liniji. In mi je zelo težko bilo se umiriti. Nikakor nisem želela jemati nobenih zdravil zase. Takrat sem imela tudi težave s spanjem. In moram reči, da sem se zelo hitro naučila samohipnoze in jo tudi zelo uspešno uporabljala. In od takrat naprej jo uporabljam praktično vsak dan. In v tistem času, ko so se začeli kazati prvi rezultati mojega dela v smislu uporabe samohipnoze, sem tako v službi včasih za hrbtom tudi slišala,
tako zdaj bom to po domače povedala, ne. Kaj pa Wagnerca jemlje, da je tako skulirana? Tako da to mi je bil zelo živ znak, da moja samohipnoza, ki sem jo uporabljala, deluje in da jo bom uporabljala seveda tudi dalje še. Ne samo za umiritev, ampak tudi, v druge namene. Od klasične vsakodnevne uporabe, kaj bom čez ta dan, kako si bom dan oblikovala, kakšne cilje želim doseči, kakšna želim biti jaz kot človek v tistem dnevu in, v te namene samohipnozo uporabljam tudi še danes. Torej, sodelavci tvoji so opazili razliko. V čem ti misliš, da je bila razlika? Kaj pomeni skulirana? Bila sem notranje umirjena. Od tistega časa naprej sem se ustavila v trenutku, ko sem, čutila v sebi, da mogoče prihaja situacija, ko je ne obvladam čisto ali je ne razumem, ali sem čutila, da me, situacija, ki je, vznemirja. In sem se takrat samo vrnila v sebe, v svoje telo, iz glave v telo. In sem na kratko poskušala razčleniti, kaj se v resnici dogaja. Ker čustva, ki so se v meni budila v kakšnem, trenutku neobvladljive situacije, so pravzaprav, moja produkcija. Jaz sama sem si svoja čustva producirala in zato sem tudi morala, priti v trenutku nazaj v svoje telo, da sem lahko razumela, kaj se v resnici dogaja v okolici. Niso ljudje v moji okolici tisti, ki moje čustva producirajo, ampak jaz dovolim, da v določeni situaciji, odreagiram zaradi znanih ali neznanih, meni neznanih situacij, iz preteklosti. Ker v mojem telesu je spomin. In zaradi tega spomina jaz delujem tako, kot reagiram v določeni situaciji. In ko pridem nazaj v svoje telo, ko sem se sposobna umiriti, lahko odreagiram tudi drugače. So tudi doma rekli, da si bolj skulirana? Doma sem jih morala včasih spomniti, da se obnašam drugače, kot sem se včasih obnašala. Nisem bila več tako eksplozivna, glasna. Velikokrat sem, počakala s svojim odgovorom, da ni bilo to na prvo žogo, tako kot prej včasih. Ja, so opazili razliko. Kdo je najprej opazil? Ja, moža sem morala kar spomniti, da je razlika. Moj mož včasih vpraša: "In kaj boš imela od tega, kar se zdaj učiš?" In potem sem ga morala večkrat spomniti, da pravzaprav, nisem samo jaz tista, ko imam nekaj od tega, ampak da ima cela družina nekaj od tega, ker so naši odnosi drugačni. Ker se drugače pogovarjamo, kot smo se včasih pogovarjali. In mislim, da je kar nekaj od tega zaradi moje spremembe, mojega drugačnega načina komuniciranja. V zadnjem času se pa je velikokrat tudi zgodilo, da uporabljam, hipnotične pravljice, hipnotični jezik. Tudi ko so vnuki bili manjši in sva jih včasih uspavala, je moj mož izjavil, da sem jih shipnotizirala, da so zaspali. Ampak je to bil samo hipnotični jezik, ne pa klasična hipnoza.
V tem času, ko si rekel prej COVID-a, je bilo ogromno zdravnikov, tudi medicinskih sester, ki so prihajali k nam po energijo, po pomoč, po neka nova znanja, ker sam poklic in tudi mogoče tisto obdobje je zahteval kar veliko razdajanja. To pomeni, da je bil pacient ali pa delo na prvem mestu in posledično lahko seveda neka izgorelost ali pa preobremenjenost. Kako pomembno je sploh za nekoga v takem akutnem obdobju, da kljub vsemu najde nek čas, da poskrbi za sebe, da dobi neko energijo, ker ne more drugače pomagati drugim. Morda se bo slišalo zdaj, kar bom to rekla, za koga čudno. Ampak dejstvo je, da v tistem času smo resnično zdravstveni delavci bili zelo izpostavljeni. In to velja tudi sicer še vedno za zdravstvene delavce, da ti, če ne poskrbiš za sebe, resnično ne moreš drugim pomagati vsaj nedolgo časa. In zato je izjemno pomembno, ne samo z psihološkega stališča, ampak tudi fizično, da poskrbiš zase, za svoje telo, za počitek, da si hidriraš, da ješ primerno hrano. Pomembna je pa tudi zelo psihološka podpora. In težko je razumeti nekomu, ki ni v dani situaciji, kaj to v resnici pomeni. Pa morda se tudi vsi zdravstveni delavci še ne zavedajo dovolj dobro, da smo en drugemu lahko največja podpora, zato ker vemo, kakšen je način dela in kaj pomeni, ko si izpostavljen neki kritični situaciji. Upam, da bo v bližnji prihodnosti to še bolj na glas se povedalo in da bodo tudi zdravstveni delavci se zavedali, kaj v resnici potrebujemo sami za sebe. In da si bomo tudi nudili to podporo en drugemu, ker jo resnično nujno potrebujemo. In morda je uporaba jezika, primernih besed še vedno premalo poznana pri zdravstvenih delavcih. Upam pa, da se bo v bližnji prihodnosti to v celotni Sloveniji spremenilo. Ker v okolici, kjer sem jaz, opažam, da nekateri že razumejo, predvsem mladi postajajo zelo odprti za nova znanja. Na primer, jaz zelo odkrito govorim ves čas o znanju hipnoze, pa tudi o znanju nevrolingvističnega programiranja, tudi o znanju oziroma uporabi hipnotičnega jezika s pacienti. In v lanskem študijskem letu sva s kolegom pedopsihiatrom imela prvo delavnico na medicinski fakulteti za študente. Eno kratko delavnico, kjer sva podala informativna znanja in tudi praktično uporabo hipnoze in hipnotičnega jezika. In ta informacija se tudi precej širi pri naših medicinskih sestrah in ravno ena zdaj pripravlja magistrsko nalogo. Uporaba hipnotičnega jezika oziroma hipnotične komunikacije v zdravstveni negi in moram reči, da sem zelo vesela, da bom tudi aktivno sodelovala zraven, ker sem somentorica zraven. Bravo. In sem zelo vesela, da se to znanje širi. Mislim, ena zdravnica, kardiologinja, ki je bila tudi na hipnozi par let nazaj, je rekla, da ona bi si želela, da bi ta znanja, recimo hipnotične jezikovne vzorce, učili že na medicinski fakulteti. Mislim, da sem se s to kardiologinjo tudi pogovarjala v lanskem letu in sem jo vzpodbudila, lahko da tudi sodelujemo, da bi tudi na ljubljanski medicinski fakulteti vsaj kakšno delavnico na to tematiko vedli. In upam, ja, da bo prišlo v bližnji prihodnosti to tudi kot recimo izbirni predmet na obeh medicinskih fakultetah, da študentje nekaj slišijo in začnejo
nabirati znanja na tem področju. Sicer obstaja tečaj medicinske hipnoze tudi za zdravstvene delavce na slovenskem nivoju, je pa precej usmerjen na določene diagnoze in na podporo in komplementarno zdravljenje pri določenih diagnozah v medicini. Kako primerjaš recimo hipnozo, ki si se jo naučila pri nas, in to medicinsko hipnozo? Jaz sem znala oziroma sem opravila prva 2 tečaja hipnoze že na Mastermind akademiji, torej pri tebi. In sem lahko nadgradila samo v strokovnem smislu in takšno pot bi tudi zelo priporočala, ker je precej lažja, ko ti znaš osnovne stvari, osnovne hipnoze ali pa tudi že nadgradnjo, je strokovni del potem resnično dodatno znanje, ki ga pridobiš. In lahko svoje delo precej bolj kvalitetno potem opraviš tudi s pacienti. Uradna medicina večkrat zavrača komplementarno medicino. Zdaj ne govorim samo o hipnozi, pač razne vede. Kakšno je tvoje stališče med tem, kaj vse lahko ali pa naj pacient naredi, da lahko čim prej okreva, ozdravi? Moje osebno mnenje je, morda tudi zaradi tega, ker imam kar nekaj dodatnih znanj iz komplementarne medicine, od akupunkture naprej, da je potrebno znati presoditi, kaj v tistem trenutku pacient potrebuje. Ker če ti rabiš antibiotik, potem seveda tega s hipnozo ne moreš samo s hipnozo urediti. Potem rabi antibiotik ali kirurški poseg in je hipnoza ali karkoli drugega, kakršenkoli drugi način komplementarne medicine dodatno uporaben in izboljša kvaliteto in pohitri zdravljenje pacienta lahko. Jaz osebno bi rekla, za kateregakoli pacienta, pojdite k zdravniku, sledite navodilom in uporabite zraven karkoli želite in čutite, da je v redu za vas. Torej karkoli, poleg uradne medicine, in bo zdravljenje še hitrejše. Seveda ne sme to biti nekaj, kar bi škodilo pacientu, da je dokazano, da škodi. S klasično medicino je tako, kot trenutno stojijo raziskave in so željeno opravljene raziskave, je pa to, kar določen pacient osebno potrebuje, včasih težko dokazati. Znanje medicine zelo počasi koraka v smeri individualne obravnave in trenutno je pač medicina v razvoju, kjer je. To je tako, kot bi, če zdaj na grobo primerjavo naredim, včasih so verjeli, da je Zemlja ravna. Ker niso znali, drugače niso imeli še dovolj znanj, da bi lahko vedeli, da je Zemlja okrogla. In trenutno pač znanje, tehnično znanje, znanje medicine takšno, kot je, kar ne pomeni, da ne obstajajo stvari, ki jih trenutno ni možno še dokazati. Je pa za posameznika kot človeka, kot bitje, ki ni samo fizično, lahko koristno še marsikaj drugega. In na drugih nivojih. Zdravniki ste na splošno velike avtoritete, torej pacienti vam zaupamo. Ne samo zato, ker ste končali res številna izobraževanja, temveč na splošno je neka taka percepcija, on že ve. Kako lahko zdravnik, to smo imeli primere naše udeleženke, reče pacientu, toliko časa še imaš, recimo 3 mesece življenja. Iz kje pride ta napoved, ker je včasih strašljiva v tem smislu, zdaj mi je nekdo napovedal moj čas. Jaz mislim, moje osebno stališče je,
da takšne napovedi pacientu ne bi smeli dati nikoli. Izvirajo pa te informacije iz statističnih raziskav, ampak vsi vemo, ne, da statistika je povprečje neke velike skupine ljudi. Nikoli pa ne vemo, kje imamo tiste paciente na levi in desni strani Gaussove krivulje, ki pa izpadajo iz tega velikega povprečja. In jaz osebno verjamem, da se pacient lahko tudi sam z določenimi postopki lahko premakne po Gaussovi krivulji. Zadnje raziskave nevroznanosti dokazujejo tudi, da smo mi tisti, ki lahko vplivamo na delovanje svoje genetike, da ni samo genetika tista, ki je naša zadnja beseda za naše življenje. In če pogledamo raziskave od Brucea Liptona do Joea Dispenze, en cel kup raziskovalcev je, ki so že z raziskavami pokazali, da so pravzaprav naše misli, naša okolica, naša dejanja, tiste naše besede, ki vplivajo tudi na delovanje našega telesa. Moram iskreno priznati, da me je zelo fascinirala raziskava, mislim, da je 1994 bila objavljena. Masaru Emoto, japonski znanstvenik, mislim, da to zelo splošno znana raziskava o vodi, na kak način glasba, pozitivne pa tudi negativne besede vplivajo na to, v kakšno obliko se bo voda, ko jo zamrzneš, postavila, po domače povedano. In če razmišljamo v tej smeri, da je naše telo iz velike večine sestavljeno iz vode, potem mislim, da lahko tukaj vsak si potegne svoj osebni zaključek iz tega ven. Kaj v resnici mi počnemo sebi, svojemu telesu, svojim celicam, svoji vodi? Pa tudi drugim, ne samo sebi. Kaj pomeni, če ti nekomu, s katerim se pogovarjaš, rečeš, na primer, bedak? Kaj to pomeni za njegovo telo, pa tudi za moje telo, za moje delovanje? Mislim, da je potrebno v človeški družbi se začeti zavedati, ozaveščati svoje besede. Biti prisoten v trenutku in vedeti, kaj počnemo. Tukaj bi vseeno vprašal, to, kar si rekla, se mi zdi izjemno dragoceno, prav to zavedanje, kaj govorimo. In kako to se doskrat sprašujem, ne? Prej si rekla o statistiki, ne? In mi smo imeli primer prav ene naše udeleženke na hipnozi, katere ljubljena oseba je dobila diagnozo 3 mesece življenja. In ona je potem dala sugestije, tudi en moj posnetek je vrtela tej osebi. In ta oseba je čez 1 leto ne samo, da ni umrla, je celo smučala. Jaz bi si želel, da bi nekdo naredil novinarsko konferenco in bi rekel, lej, tukaj smo statistično pri temu pacientu imeli možnost, da bi samo še 3 mesece živel in ta pacient zdaj toliko časa kasneje, ne samo da živi, recimo rak je izginil in bravo, super, hura, tega ne preberemo v medijih, torej teh dobrih novic ali pa nekih pozitivnih ozdravitev, lahko tudi, če rečemo temu čudežev, ker potem to lahko navdahne ali pa inspirira nekoga, ki je morda zdaj v stiski, ali pa nekomu je rekel zdravnik, ne, nek podoben časovni okvir in ta oseba kar naenkrat prebere dobro novico, reče, če njemu uspelo, morda lahko tudi meni. In ta vera, ne vem, lahko tudi o tej veri, ki rečejo, ima nek blagodejen, pozitiven vpliv. Ja, se strinjam, da je premalo tega objavljenega. Obstajajo pa knjige. Najprej, če začnemo pri celici, ne, kakršnakoli celica je, ni vseeno, v kakšnem okolju raste. To je dokazano z laboratorijskimi raziskavami na celičnem nivoju, da je razvoj celice odvisen od tega, v kakšnem okolju raste, kakšne so substance, kakšna je hrana, ki se daje, kakšne so
kakšne so druga razmerja, ki obstajajo v okolju, ker se celica razvija. Kar pomeni, če se vrnem spet nazaj, da je odvisno tudi od tega, kaj ljudje razmišljamo, na kakšen način delujemo, kako skrbimo za sebe. In če pogledamo enake celice v različnih okoljih, lahko zarastejo v različne celice, v različna tkiva. In po drugi strani pogledano, ja, obstajajo, ampak knjige, ne toliko v medijih in kot raziskave, ampak zbrane zgodbe ljudi, ki so se izšle drugače, kot je bilo pričakovano po statistiki. In obstaja kar nekaj knjig, med drugim mislim, za avtorja se ne bom spomnila, ampak mislim, da je Radikalna remisija naslov knjige. Zbrane zgodbe ljudi, ki so preživeli kljub temu, da bi pod narekovaji po statistiki morali umreti, pa niso. In mislim, da je to knjiga morda, ki bi jo lahko marsikdo vzel v roke in prebral. Mislim, tudi zdravniki. Absolutno, ja, tudi zdravniki. Zdaj se bo morda slišalo zaščitniško, ne? Zakaj zdravniki uporabljajo takšne napovedi, ne? Ne vedo. Nobeden jim ni povedal, da takšen način pogovora, takšen način dajanja informacije lahko negativno vpliva na paciente. Ne zavedamo se, če uporabimo takšen stavek, slabe napovedi. Vsi pa vemo, da placebo in nocebo deluje. To je dejstvo. In spet smo tam, ne, treba bi bilo ozavestiti, kaj govorimo. To velja za vse. Dajmo ta placebo, nocebo, kako se to v medicini danes uporablja? Po farmaciji tudi. In morda, če te sam še toliko dopolnim, za tiste, ki morda ne vejo, kaj to je. Če bi čisto enostavno povedala, kar se uporablja dostikrat tudi v raziskavah, da nekdo dobi placebo, torej nekaj, kar ni učinkovito v resnici, pa mislijo, da učinkuje, pomeni, da je nekaj, kar ni zdravilo, imelo enak učinek na pacienta, kot če bi bilo zdravilo. To pomeni, da so ljudje verjeli, da dobijo zdravilo, pa ga niso dobili. Učinek je pa bil ravno takšen, kot če bi ga dobili. Torej, če verjameš, da ti bo nekaj pomagalo, ti lahko pomaga. In isto velja kontra, v negativnem smislu, da lahko negativno vplivamo na ljudi s tem, kar povemo. Mislim, da je to znanje še potrebno precej približati zdravstvenim delavcem, tudi na splošno, od vseh, ki sodelujejo v zdravstvu. In da je treba biti pozoren na to, kaj govorimo. Ne samo s sabo, ampak tudi z drugimi. Tudi s pacienti. Ker tisti žarek upanja, ki lahko daš, ne da se zlažeš, ampak ki lahko daš pacientu. Ker mi ne moremo čudeža velikokrat narediti v medicini. Naše znanje je omejeno, naše možnosti so omejene. Mislim, da je tukaj treba miselnost premakniti, da je pacient tisti, ki mora sodelovati pri zdravljenju in tisti svoj del narediti, ki ga lahko samo on naredi ali ona. Pacienti morajo aktivno sodelovati v procesu zdravljenja. Potem je lahko rezultat najboljši, kar je možno. Kaj pomeni aktivno sodelovanje? V današnji družbi velikokrat ljudje pričakujejo od zdravnika, da bodo dobili tableto
zdravila ali samo neka navodila in da bodo lahko ozdravili, če bodo samo to navodilo izpolnili. Še boljše bi bilo, če bi pa mi naredili nekaj namesto njih. Žal, je takšno pričakovanje še vedno zelo razširjeno. Treba je pa v naše zdravstvo in komunikacijo do pacientov uvesti informiranje o tem, da pacient je tisti, ki v bistvu se zdravi, mi smo pa tisti, ki pomagamo pri tem. Ja, če je potrebno operativni poseg, seveda ga je potrebno izvesti, ampak še vedno je pacient tisti, ki bo moral poskrbeti za sebe z načinom razmišljanja, s prehrano, z gibanjem, s spanjem, vse tiste osnovne stvari, ki jih lahko sam sebi najboljše da, zato da sploh lahko telo zdravi. To pomeni, da zdravje je 100% odgovornost pacienta? Vsakega posameznika, seveda. Absolutno lahko vsak posameznik največ naredi za svoje zdravje. Čeprav ti si že dala recept, torej rekla si, razmišljaj pozitivno, poskrbi za spanje, poskrbi za hrano in gibanje. Ali je še kaj? Ja, tukaj bi mogoče samo se ustavila pri tem, razmišljaj pozitivno. Kaj to v resnici pomeni? Po moje je to ena izmed krilatic, ki je zelo dostikrat uporabljena kot manipulacija. Kaj sploh pomeni razmišljati pozitivno? Jaz bi rajši rekla tako, ne, razmišljaj dobro. Razmišljaj z dobrim namenom. Razmišljaj v dobro sebe in vseh okrog sebe. In nauči se, kako se imeti rada. Mislim, da to je ena od najtežjih stvari v življenju. Ker nas, vsaj v moji generaciji, pa mogoče še malo za mano, tega nikoli niso učili. Zato, ker niso znali tega. Kaj pomeni imeti rad sebe, je pravzaprav zelo široka stvar. Začeti je potrebno z osnovno skrbjo za sebe. Kako poskrbeti za svoje zdravo telo, za to, kar moje telo potrebuje, in potem nadaljevati na drugih delih sebe. Kaj potrebuje moje druge dimenzije? Kaj potrebujem jaz kot človek, kot bitje? Kaj potrebujem jaz čustveno? Kje so tiste sfere, kjer lahko jaz za sebe kot osebnost naredim najboljše, v dobro sebe? Za svoj duhovni mir, za duševni mir, za pozitivna čustva. Kaj so te stvari, da lahko jaz poskrbim za sebe? Občutek in doživljanje sebe, da se imam rad, pride komaj kasneje. Ker to, kar se sliši zelo enostavno, v realnosti ni enostavno narediti. Moraš zelo dosti energije in misli in svojih načrtov usmeriti v to, da to tudi izvedeš. Že zjutraj, ko se vstaneš, verjamem, da marsikdo ne razmišlja o tem, kako bi potoval skozi dan, ki je pred njim ali pred njo, zato da bi imel sam sebe rad in vse okrog sebe. In mislim, da je tukaj hipnoza tista, ki ima svoje mesto, da lahko pomaga, da razmišljaš in da te svoje cilje tudi dosežeš. Ti sebe imaš rada? Sem na dobri poti tja, ja. Mislim, kako to veš? Kako človek ve, da se ima rad? Čutim globoko v sebi, da mi velikokrat že uspeva. Da sem pomirjena sama s sabo. Mirna v sebi. In da mi je dobro.
sami z menoj. Je bilo kdaj v tvojem življenju obdobje, ko tega nisi čutila? O ja, velikokrat. Kakšna je razlika v telesu, prav fizično? Ko se nekdo ima rad in ko se nekdo nima rad. Ko se nimaš rad, tvoje telo, tvoj tvoja čustva vedno iščejo nekaj. Vedno nekaj manjka. Vedno je nemir bil v meni takrat. Morda tudi nezadovoljstvo. Vedno sem imela občutek, da moram nekaj narediti, nekaj popraviti, nekaj drugače, nekaj spremeniti. Vedno sem hitela. Vedno se je moralo nekaj dogajati. Zdaj mi je čisto v redu biti sama s sabo. In ne rabim nič početi. Lahko samo sedim pod drevesom, poslušam veter ali pa tudi nič. In sem mirna. Je to tisto, kar so tvoji sodelavci mogoče opazili takrat, da nisi bila tako skulirana, ker si bila nemirna v sebi in si skozi nekam hitela in nekaj rabila popravljati? Morda. Kako lahko nekdo, ki se nima rad sebe, ima rad druge? Ne vem, če bi to bilo možno v resnici. Mislim, spet je taka zanimiva tema, ki smo odprla. Pred časom, ne vem, če ti spomniš, smo imeli enega gospoda, ki je bil odvisnik od alkohola, Borisa, ki je bil kot gost, si ga spoznala mogoče. No, in on je bil odvisnik od alkohola takrat in po tistem srečanju, ko je prišel k nam na delavnico, je potem nehal piti. In ko smo vprašali, kaj je bilo za njega res tako odločilno, je to, da je čutil ogromno ljubezni. In nekako ima občutek, da ljudje, ki čutijo ljubezen, zunanjo ali pa notranjo, lažje potem naredijo spremembo. Mogoče se bo zdaj to malo smešno slišalo, ne? Ampak jaz mislim, da smo ljudje odvisni od ljubezni. Ne samo te, ki jo dajemo sami sebi, ampak tudi od te ljubezni, ki jo čutimo, da prihaja od drugih ljudi do nas. In tudi to je ena od izjemno pomembnih misli, ki bi bilo dobro že otrokom povedati, da bi se zavedali, da smo vsi med sabo povezani. Otroci čutijo, ampak potem pozabijo to. In da bi tudi pri odraslih bilo potrebno spomniti jih spet, da je ljubezen tista, ki nas v resnici povezuje in nam pomaga živeti. In ja, ta mreža ljubezni drži marsikoga pokonci. Zato, ker ko ti čutiš podporo nekoga, ki te ima rad, lažje narediš spremembo, za katero čutiš, da jo moraš enostavno narediti. Ker jo potrebuješ kot človek. In s tem, ko slediš tej podpori ljubezni svojih bližnjih ali tistih, ki so okrog tebe, se nekako ta ljubezen samo povečuje. Verjetno je to povezano tudi s tem načinom
delovanja našega telesa in uma in karkoli vse smo pač, do energije, da kar vlagaš pozitivnega, da se potencira samo po sebi. V nas, v druge, v okolico. Še zmeraj bi se vrnil k tem pacientom, ki me zanima. Torej, ko si prej, morda se nisi imela toliko rada in si šla k pacientu, kako si mu lahko dala ljubezen in kako mu daš lahko zdaj, ko se imaš rada drugače? Mislim, da takrat nisem razmišljala niti o ljubezni, ampak sem razmišljala bolj o strokovni plati. Takrat sem poskrbela za to, da sem dala pacientom strokovno informacijo. Zdaj pa sem tam kot zdravnica in jaz kot človek. In dobijo dvojno dozo. Dvojno dozo. Torej, ker si bila ti takrat pacient, bi si želela zdravnice, ki daje dvojno dozo. O ja, absolutno. To je neka čisto druga kvaliteta, druga dimenzija. Dajmo še nekaj reči o anesteziji. Torej, jaz se spomnim, ko sem bil operacijo za slepiča, ne, da sem potem nisem tako dobro počutil, mislim, ko so me spet zbudili, ne. Jaz sem eno noč prej celo noč bral, ne, takrat nismo imeli mogoče toliko teh raznih telefonov, računalnikov in vsega, in sem celo noč bral eno knjigo, da sem prebral do jutra in potem sem rekel, ne morem več, ne, in so me pripeljali v bolnico, sem bil operiran. Vem, da to je neka taka izkušnja, tudi kasneje, ko nekdo pride nazaj, ne, ki lahko ni tako prijetna, vsaj lahko meni mogoče ni bila. Kako to olajšaš nekomu? Če si v pacientu kot strokovnjak in zraven še kot človek, je moja osebna izkušnja, da je to čisto drugače. Ker če daješ pacientu občutek, da si tam za njega, da ja, seveda, boš naredil vse, kar je strokovno potrebno narediti, da se razreši tista akutna situacija, ampak da daješ dodatno vrednost. Mislim, da je to tisto, kar si pacienti zapomnijo. Da se jih dotakne. Ker ljudje se čutimo. In če te začutijo kot človeka, poleg strokovnjaka, je to popolnoma drugačna izkušnja. Pravzaprav jaz osebno mislim, da ni dovolj, da si samo dober strokovnjak. Ampak da tisto ta pravo vrednost, dodatno kvaliteto doda zraven k strokovnemu delu človeški zorni kot. Torej, boljši človek si, boljši strokovnjak si lahko. Za paciente. Kako opišejo pacienti to izkušnjo? Recimo, to je neki blackout, ni? Da nič ne čutijo, nič ne vejo, nič ne zaznavajo. A so kateri, ki se spomnijo, kar se pogovarjate tam med sabo, zdravniki? Imaš kakšne take primere? Tole je zelo sivo področje. In včasih tudi malo spolzko. Zaradi tega, ker se zdravstveni delavci še vedno premalo zavedamo, da pacienti, tudi ko so pod vplivom zdravil, da njihova podzavest vseeno sliši. Zavest ne, podzavest pa ja. Obstajajo raziskave, da so anestezirane paciente zbudili iz narkoze in so jih kasneje hipnotizirali in so v hipnozi povedali, kar so slišali v času anestezije. In ko sem jaz prvič za to slišala, sem bila zelo šokirana, zato ker je skozi moj spomin letel film marsičesa, kar se je v operacijskih dogajalo. Pa
bi bilo v redu, če se ne bi. Kakšne besede, komentarji, tudi če so namenjeni zaposlenim, od zaposlenega pacienti razumejo, kot da leti na njih v stanju anestezije. In potem sem se enkrat pogovarjala o tej tematiki z eno našo sestro v zbojevalnici, kjer imamo paciente po anesteziji, torej takoj po operativnem posegu. In sem opazila, da en pacient zelo intenzivno posluša, kaj sva se midve pogovarjale, čeprav sva se zelo diskretno pogovarjale. In preden so odpuščeni pacienti iz zbojevalnice na oddelek, mora zdravnik svoj podpis dati, da so v stabilnem stanju, da lahko grejo na oddelek. In ko sem prišla do tega pacienta, me tak na poseben način gledal. In si nisem znala popolnoma razložiti tega pogleda, zato sem ga vprašala, če mi želi še kaj povedati, če je vse v redu. In je rekel, ja, pravzaprav bi vam pa res rad nekaj povedal. In sem rekla, ja, povejte, preden pridejo po vas. In moram reči, da se me je zelo dotaknilo, kar mi je povedal ta pacient. Povedal je, da je poslušal zraven, kar sva se pogovarjale z našo sestro, in da ima on sam osebno eno negativno izkušnjo. In sicer, ko je med covidom bil v intenzivi, ker je imel tako težko obliko covida, je približno cel mesec dni bil pod vplivom zdravil. Ampak on je vedel, kaj se je okrog dogajalo, in je slišal. A kljub temu, da je bil pod vplivom zdravil, in njegova izkušnja žal ni bila pozitivna. Tudi v literaturi so podobni primeri opisani, še bolj kot opisani je pa ustna informacija marsikje podana. In upam, da bo tudi to ena izmed informacij, ki se bo bolj aktivno razširila med zdravstvenimi delavci. Da pacienti, njihova podzavest in pri redko katerem tudi zavest, da je prisotna in da si pacienti zapomnijo, kar slišijo, tudi če mi mislimo, da so pod vplivom zdravil. To pomeni nobenega humorja, ki ni primeren, tudi recimo, da se kdo čudi, kako je ta, ne vem, zamaščen, ne, ali pa karkoli takega, je to neprimerno, ker on sliši, ne, in nezavedni, ali pa ta podzavest sliši, ne, in to lahko potem potencialno škodi. Jaz bi okrog obrnila te besede v pozitivnem smislu, zato ker možgani ne poznajo zanikanja, ne. Jaz bi rekla tako, osebno mislim, da se je potrebno do vseh pacientov obnašati, ne glede na to, ali so pod vplivom zdravil ali ne, na način, tako kot bi se obnašali do nekoga, ki nam je zelo blizu in drag, ne glede na to, kakšno je stanje zavesti v tistem trenutku. Torej spoštljivo, prijazno, in uporabljati pozitivno oblikovane stavke. Bravo. Mogoče samo še toliko, kako je tukaj medicina v tem času, ker ti izvajaš anestezijo, napredovala? Ste zdaj hitrejši, imate kakšne nove substance, ki prej te dajo v neko drugačno stanje? Kako je tukaj medicina napredovala? Letos bo 30 let, kar sem zdravnica. Čestitam. In v tem času je napredek medicine skokovit, neverjeten, in mislim, da je vedno hitrejši.
Vedno nova zdravila prihajajo na trg. Nekatera od teh novih zdravil so fascinantna. Velik napredek je, ne samo pri uporabi zdravil, ampak tudi pri tehnološki opremi je izjemno hiter napredek, sploh v zadnjih nekaj letih po covidu, odkar je umetna inteligenca se začela uporabljati, je fascinanten napredek, resnično, in mislim, da se bo to še samo pohitrilo in da bo ta napredek vedno hitrejši. Morda bo to, kar zdaj zaznavamo, pa ne znamo dokazati še, da obstaja ali da deluje, čez 5 let že vse dokazljivo ali pa morda še celo prej. Izjemen napredek. Prav za tvoje področje, je zdaj recimo hitreje ali pa lažje pacientu pomagati, da prije v to neko spremenjeno stanje, ker je lahko operiran, torej Ja. Hitreje za to. Zelo hitro. Kako hitro? Ko je nastavljena venska pot, v 3 do 4 minutah že lahko anesteziran. To prej, Če je potrebno, pa tudi v 2-3 minutah. Ja. prej to ni bilo možno tako hitro. V izjemnih situacijah samo in nismo mogli zagarantirati, da je resnično tako globoko anesteziran, da čisto nič, da se ničesar ne zaveda. Ko prije neko novo zdravilo, a ti osebno želiš na sebi probati, da vidiš, kako bo oni čutili, ali tega se ne poslužujete? Ne, v zadnjem času pa se ne poslužujemo preverbe na lastni koži. Je pa res, da lahko, ne vem, recimo, če zdravnik, ki bo anesteziral pacienta, pa bo pacient za operativni poseg imel regionalno anestezijo, kar pomeni, da bo mrtvičen, na primer, od pasa navzdol, znaš drugače povedati, na drugačen način, torej je zaradi lastne izkušnje bolj živo, kot pa če samo naštevaš strokovne informacije. Že spet tisti moment lastne življenjske izkušnje, kjer daš tudi sebe zraven k tem informacijam. To ni bil teoretični preizkus, to je bila neka potreba, ki si jo Nujna potreba. Tako, Ja. tako, razumem. Zdravil pa običajno ne preizkušamo na sebi, ne. Ne več. Kako je pa s hipnotično anestezijo? To je ena stvar, ki se tudi mi učimo, predvsem, da si pomagamo sebi, ne? In jaz vem, kar sem se naučil hipnotične anestezije, ko grem recimo zobozdravnici, to naredim zase. Kako uradna medicina to prakticira in če imaš kdaj kakšen primer, da tudi ti rabiš to narediti? Ko sem hodila na tečaj medicinske hipnoze, profesor Painter pripovedoval svojo lastno izkušnjo. Njega je bilo blazno strah zobozdravnika in je vsakokrat uporabil tudi samo hipnozo. Že prej se je pripravil na obisk pri zobozdravniku in tudi med samim posegom je uporabljal hipnozo. Jaz osebno velikokrat uporabim samo hipnozo tudi v namen lajšanja bolečine, tudi v namen vzpodbujanja svojega telesa, da ustvarja protibolečinske substance, pa tudi za imunski sistem, da so moje imunske celice bolj aktivne. Da pač naredijo to, kar imajo nalogo delati, da se zaktivirajo. Sicer se za določene nevrokirurške posege uporablja tudi priprava s hipnozo in potem kot hipnoza za operativni poseg na nevrokirurškem področju operacije glave. V Mariboru tega trenutno še ne počnemo, je pa že kar nekaj let nazaj se je uporaba hipnoze začela uporabljati zraven pri torej budnem stanju v Ljubljani, s pomočjo in sodelovanjem kolegice, ki obvlada tudi hipnozo.
V tujini je pa to marsikje že zelo dolga praksa. Običajno sodelujeta vsaj dva anesteziologa, en, ki obvlada hipnozo, ali pa morda diplomirana medicinska sestra. In dokazano je, da so končni rezultati takšnih operativnih posegov boljši, kot pa brez hipnoze. Pacient hitreje okreva? Ali? Ja, dosti hitreje okreva. Če nekdo, ki trpi psihično in ne more umiriti misli, če bi ga dala v narkozo, misliš, da bi mu to koristilo? Ne bi kaj drugega prej naredila. Ne razumem. Recimo, če nekdo ker smo imeli primer nekoga, ki je s pomočjo hipnoze pol končno se naspal, in a je možno, da reče nekdo, se ne morem naspati, daj me. No, pri nas se to ne počne, koliko mi je znano, kje v tujini pa bi se Mogoče. mogoče našlo, ja, v kakšni privatni kliniki. Ker takrat oseba dejansko izklopi misli, ne? Ja, Sam ne spi verjetno. Spi v tem stanju? Ali? Spi, ampak problem se ne razreši samo od To sebe. pa res, ja, to pa res. Eno noč spanja, nič drugega ne bi bilo, ne? Tako da, Mislim, če bi merili možganske valove, takrat, ko je oseba na narkozi, ne? To je kakšne? To so alfa, teta, delta, gama, kaj je to? odvisno od globine anestezije. Mi imamo tehnične pripomočke, monitoring, s katerim spremljamo globino anestezije. In dokazano je pač, katera globina anestezije je potrebna, je pa tu zelo šel monitoring naprej, ja. To je tisti preskok tudi, ne. Kako pa meriš te možganske valove? Imajo oni kakšne senzore To na so- glavi? Ali? Ja, ponekod imamo samo na čelu in potem so to različni pristopi od delovanja muskulature do EEG-ja, tako da to so različni pristopi. Mi imamo recimo par EEG naprav, ki jih tudi uporabljamo za merjenje globine hipnoze, ne? In tudi jih potem vzamem s sabo na delavnico. Čeprav ena naprava, ki jo imamo, ki je malo dražja, ima 9 točk, je treba v bistvu zmočiti cel obraz oziroma lasišče, ne? In ta je recimo dosti natančna, ne? Potem imamo neko napravo, ki ima samo eno točko, ki meri možgansko valovanje, mogoče ni toliko natančna, ne? Je pa zanimivo, da ljudje grejo ven pa noter, ne? In verjetno v tem stanju pri tebi je zelo podobno, ne? Ja, recimo jaz imam ene vaje na magisteriju na fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in ravno monitoring, nadzor življenjskih funkcij imamo. In potem študentom pravzaprav brez anestezije, seveda, ne, da sami malo sprobajo, kako to je. Ponavadi prosim za sodelovanje kakšnega študenta, ki ima znanje joge, avtosugestije, karkoli pač, da se zna mentalno samo malo sprostiti, ne. In se ful vidi, ne, sprememba. Ko smo vsi okrog tiho, ne, pa se fokusira na dihanje, pa kakršenkoli postopek sproščanja obvlada, se ful spremenijo te vrednosti. Že tak. Jaz verjamem v zdravilno moč teh stanj. Torej, ko nekdo gre v nek proces samohipnoze, da je to stanje, ker se telo Zdravi. naravno zdravi, ne? Ja. Se strinjam. Da vi nekaj še reči o veri. Mislim, to so že prej, ker ta placebo efekt, to je neke vrste vera. Kako pomembna je vera v ozdravitev, da oseba hitreje ozdravi? Mislim, da vsak pacient, ki nosi v sebi vero v Boga, naravo, Gajo, kakorkoli že to poimenuje, izjemno pomembna, ne samo v smislu hitrosti okrevanja, ampak mislim, da je predvsem pomik na Gaussovi krivulji tisti, ki lahko tukaj zelo dosti pomaga. Ker če veruješ v neko višjo silo, v nekoga ali v nekaj, kar je nad nami, neki višji smisel, potem tvoje telo funkcionira na drugačen način.
Tvoje telo se odziva drugače, tvoje telo, deluje drugače. In mislim, da na tak način lahko, ne samo 50, 80%, ampak 1000% telo naredi to, kar je sposobno narediti. Vedno me fascinira, ko berem neke raziskave ali pa tudi primere ljudi, ki so za neki trenutkov umrli in potem so jih oživljali in so se vrnili nazaj. Si imela kakšno tako izkušnjo za nekoga, ki je nekaj trenutkov, sploh ko si bila na intenzivni, in se je potem vrnil nazaj, kaj ti ljudje doživijo? In eni razlagajo, da vidijo neko svetlobo, da nekaj res obstaja. Zdaj, ko so šla v to temo, ne, si imela kakšen primer? Osebno ne poznam nobenega takšnega pacienta, pacientke, človeka. Sem pa kar nekaj literature prebrskala na to tematiko in zgodbe so si zelo podobne. Vidijo sicer različne stvari, doživljajo pa podobne občutke, velika večina vidi svetlobo. In ko pridejo nazaj, teh ljudi več ni strah smrti. Zato ker v tistem stanju, ko so bili nekje vmes, ko so videli svetlobo, vejo, da je to prostor, stanje, kakorkoli bi temu reklo, kjer se počutijo zelo dobro. Ljubljeno, sprejeto. In zakaj bi jih bilo strah tega? Tebe ni strah smrti. Jaz imam drugačen odnos do smrti, potem ko sem preživela raka. Ne. Kaj misliš, da se zgodi z nami, ko umremo? Mislim, da je to samo prehod. In nič drugega. Samo sprememba. Drugačno stanje. Lani se mi je zgodilo, da sem v nekem takem težjem obdobju res intenzivno meditiral, izvajal samohipnoze na sebi in tako naprej. In sem imel eno tako duhovno izkušnjo, ko se mi je nek tak duhovni svet odprl, kot neka vrata, in kot da mi je nekdo čestital. In mislim, res taka fascinantna izkušnja, s katero sem potem naredil tudi delavnico Hipnotična manifestacija. In prav sem čutil to povezavo z duhovnim svetom. A čutiš ti kdaj, da si povezana, ali ne vem, karkoli verjameš, z Bogom, ali z nekim, kar je več, kot smo mi samo? Ja, več takšnih izkušenj imam. Ali je določeno mesto, določen kraj pripomogel k temu, ali so to bile posebne energije na tistem kraju, ali pa je to bilo stanje, ko sem bila v hipnotičnem transu, ali v drugačnem energijskem stanju, s posebno pripravo, brez kakšnih dodatnih substanc. Ker naše telo tudi to zmore, da sproducira. In to so posebne energije, posebno stanje, ki je pravzaprav težko ga opisati. Posebej opisati za nekoga, ki nima te izkušnje. In ta občutek drugačnega stanja, drugačne povezave, enosti, povezave z vesoljem, svetlobo, to je posebna izkušnja. In v resnici, nimam besede, s katero bi lahko opisala to stanje povezanosti.
Jaz mislim, da vsi glasbeniki, pesniki, pevci, športniki, vsak, ki počne nekaj, se prizadeva, da bi se temu stanju približal, da bi ga opisal, vendar je vse, kar rečemo, naredimo, narišemo, nek daljni približek tega, kar resnici je. Ja. Pri nas je bila na NLP-ju, na hipnozi, torej res naredila si različne izobraževanja in izobražuješ se tudi drugje. Je kakšno izobraževanje, ki bi ga mogoče še posebej izpostavila? Morda bi rekla tako, da karkoli posameznik čuti, da je tisti trenutek sprejemljivo, samo naj začne. Za sebe bi pa rekla, da vsak začetek je dober, važno je, da začneš, konca pa ne bo nikoli. Ker se mi slika zlaga skupaj z vsakim dodatnim izobraževanjem in se slika širi. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Morda bi rekla, da tukaj hipnoza ima res posebno mesto, ker precej teh področij povezuje. In s pomočjo hipnoze je lažje priti do drugih znanj, dodatno še. Vse karkoli pa se učimo za uporabo, da razširimo svoja znanja na nezavednem nivoju, na energetskem nivoju, ima pa svojo visoko vrednost. Zelo visoko. Poleg službe kot zdravnica tudi učiš druge. Daj se malo pohvali, no? Kaj pa pravzaprav počneš in kje vidiš to dodatno poslanstvo? Poleg tega, da se ukvarjam z izobraževanjem na strokovnem nivoju od študentov do specializantov, se ukvarjam tudi z ljudmi, ki želijo spremeniti razmišljanje o sebi in način delovanja. V ta namen sem v lanskem letu ustanovila zasebni zavod za nezdravstvene storitve, torej za izobraževanje. In ukvarjam se z različnimi ljudmi, od mladih do starejših, ki vidijo izziv v svojem načinu razmišljanja. In je to ena kombinacija pristopa z nevrolingvističnega področja, hipnoze, coachinga, ki nima pravega posebnega imena trenutno. In rezultati so fascinantni, resnično. Moj namen je, da pomagam ljudem, da pogledajo na sebe z drugega zornega kota, z drugega vidika in da grejo drugače, lažje naprej. Pomagam jim priti do te spremembe. V bistvu jih učiš, kako drugače razmišljajo. Ja. Kako lahko drugače razmišljajo in zaradi tega drugače delujejo v življenju. Kaj ti dobiš s tem, ko pomagaš drugim? Ko vidim, kako določena oseba gre 360 stopinj okrog sebe v resnici in se pogleda z drugega zornega kota
In lahko zaradi tega, ko se pogleda z drugega zornega kota in dobi podporo in druge vire, spremeni svojo smer in gre lažje, uspešneje naprej. Bi težko opisala pravzaprav ta občutek zadovoljstva, ki ga imam ob tem. Zato, ker vem, da je to tisti drobec, ki sem ga dodala zraven, da je naš svet lahko lepši, boljši, drugačen. Zdaj imaš spet solzne oči. Res je. To se te dotakne to. Ja. Zelo. Kako to? Čutim, da je moj doprinos pomemben in da njihovo življenje toliko boljše, toliko lažje, drugačno, bolj kvalitetno. In sem res hvaležna za to. Kako se trudiš kot 3-kratna babica to prenašati na vnuke? To, kar zdaj ti živiš. Trudim se v tistem trenutku, tistih trenutkih, ko smo skupaj, biti do mojih vnukov popolnoma odprtega srca. Mislim, da je to največ, kar jim lahko dam, da sem tam za njih in da jih podprem, da jim pokažem, da jih imam rada. Zdaj, tako kot te poslušam, imam občutek, da je tvoja družina, ožja, širša, tvoji sodelavci, da so vsi nekaj pridobili s tem, ko si ti naredila osebno spremembo. In da je ta stavek, ja doskrat poudarjam, spremeni sebe, spremenil boš svet, vedno resničen, ker nenehno imamo nek stik z različnimi ljudmi in ko si ti v dobrem stanju, ko si ti mirna, vesela, pozitivna, hvaležna, drugi čutijo nekaj, en majhen delček tega okusijo, ko so v stiku s tabo. Ja, vsi so nekaj pridobili, poleg mene. Mogoče še kje kdo ne ve, se ne zaveda, da so pridobili, ali pa ne želijo vedeti, ampak to je njihova plat, to je njihov del. Tisti, ki pa želijo to spremembo, to pridobitev tudi za sebe sprejeti, pa jo s širokim nasmehom, odprtim srcem, odprtimi rokami vzamejo. Kaj je tvoj nasvet študentom medicine, mladim zdravnikom, a pa ljudem, ki razmišljajo o tej medicinski stroki na podlagi vseh izkušenj, ki si jih do zdaj dobila? Bodite ljudje, da boste lahko dobri strokovnjaki. Biti človek, človeku, mislim, da največ, kar lahko damo svojim pacientom. Dajva še en nasvet pacientom, ki zdaj ležijo morda v bolniških posteljah ali pa doma so, imajo neko bolečino, trpijo. Kako bi jim dala upanje, brez da jim dajemo neko lažno upanje, samo vsaj upanje, da naredijo neko spremembo? Imejte se radi in naredite vse, kar je v vaši moči, zato da boste ozdraveli. Vse pomeni vse, To ni malo. kar lahko. Vse, kar zmorejo tisti trenutek.
Je kakšno vprašanje, ki bi bilo dobro, da bi ti ga postavil, pa ti ga nisem? Ta trenutek mi ne pride na misel, bi pa samo nekaj dodala na tvoj začeten opis, da ne glede na leta sem tudi še študentka. In sicer študiram kvantno medicino v tujini. In upam, da bo tudi iz tega dodatnega znanja še kakšna korist prišla za moje paciente. Wow, čestitam. Torej, dokdaj boš študirala v življenju, kaj razmišljaš? Do konca. Nikoli ne bom nehala. Ja, mislim, jaz sem bil fasciniran. Lani smo imeli 93-letnika, torej Božeta, ki se je prijavil k nam na tečaj hipnoze. Jaz sem bil fasciniran in jaz si želim tudi, da ko bom star 100 ali pa več let, da bom v formi, ja, da bom imel neko vitalnost in da se bom še zmeraj nekaj učil. Ker znanje se mi zdi, da krepi duha in tak pozitiven duh krepi telo. To je dejansko duh in telo so povezani med sabo. No? Absolutno. Absolutno. Jaz trenutno nimam plana za enkrat do 100. leta, ampak samo do 95. In kar ne pomeni, da za kasneje kaj zapiram vrata, niti slučajno ne, vse možnosti so odprte. Za enkrat imam pa plan, da do 95. leta ostanem fit in aktivna, fizično in mentalno. Ne mislim delati v operacijski, seveda ne, pri teh letih, ampak še vedno imam z vsem tem znanjem, ki ga imam, pa ki ga bom imela, namen pomagati ljudem, da bodo lažje, bolj kvalitetno šli skozi življenje. Po 95. letu bom pa kasneje delala plane. Narediš nov plan takrat za naprej. Ja. Mislim, jaz bi se ti rad zahvalil za tvoj čas, tudi v imenu vseh pacientov bi se zahvalil tebi in vsem zdravnikom in medicinskim sestram na splošnem osebju, ker opravljate res pomembno funkcijo v naši družbi. In tudi hvala za ta obisk in vse, kar se delila z nami. Hvala za povabilo. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel.